Čeprav se je zgodilo decembra lani, je umor 18-letnega univerzitetnega študenta Henryja Novaka v Združenem kraljestvu še naprej deležen mednarodne pozornosti. Novaka je v Southamptonu do smrti zabodel Vikram Digwe, ki je trdil, da ga je Novak rasistično žalil in da je deloval v samoobrambi. Vendar pa zaskrbljujoči novi posnetki iz telesne kamere razkrivajo nove podrobnosti o tem, kako je policija vodila preiskavo na prizorišču zločina. Z nami iz Londona je novinarka Noa Hoffman, politična dopisnica za The Spectator. Hvala, da ste z nami, Noa. Hvala. To je res nora zgodba, o kateri govorimo že kar nekaj časa. Ampak za tiste gledalce, predvsem tudi v Združenih državah, ki tega niso spremljali, pojasnite, kaj se je zgodilo in zakaj je to tako sporno, zmedeno in zapleteno. To je resnično tragičen primer 18-letne študentke, ki je bila zelo tragično zabodena v Southamptonu. Ko je policijo poklical storilec in družina storilca, so skušali žrtev Henryja prikazati, kot da je on kriminalec v tem primeru. In uporabili so trditev, da naj bi bil Henry rasističen do Vikrama Digwe, ki je Sikh, kot nekakšno preusmeritev, da bi spremenili zgodbo o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Ko je policija prispela, je bil Henry zaboden in je policistom povedal: "Zaboden sem, potrebujem pomoč." Vendar so mu rekli: "Ne verjamemo ti." Pripeli so mu lisice. Večkrat je rekel: "Ne morem dihati." To so bili njegovi zadnji trenutki življenja. Nato je umrl, ker policija ni oskrbela vbodne rane in bil je obtožen rasizma. No, in glede na to, kakšne možnosti za ukrepanje sploh obstajajo? Ali je to kaznivo dejanje strani policije, ne glede na to, kdo je bil kriv, da so ga vklenili in tako hitro sprejeli takšno sodbo? Tako je, ta primer je imel velike politične posledice v Združenem kraljestvu, saj je sprožil razpravo o stanju policije. In ali je morda nanjo vplivala identitetna politika in agenda raznolikosti, enakosti in vključenosti, ki smo jo videli po gibanju Black Lives Matter? In ko je bila identitetna politika res v ospredju številnih javnih razprav. In v Združenem kraljestvu je bilo veliko tega pravzaprav uvoženega iz Združenih držav Amerike. Čeprav tukaj delujemo v povsem drugačnem kontekstu. Vendar pa je bilo tudi veliko političnih posledic. V smislu, da obstaja frustracija, ker nekateri politiki morda izkoriščajo ta resnično tragičen primer za povzročanje. Kritiki bi rekli, da povzročajo še več razdora, ko bi se morala družba v tem času združiti in ne še dodatno podžigati napetosti. Prav. In vidimo toliko nasilja, množičnih streljanj in podobno. In jasno je, da je takšna stvar, ko smo tako polarizirani, precej strašljiva in nevarna že sama po sebi. Zdaj pa objavljeni posnetki iz telesnih kamer razkrivajo tudi, da storilec, ki je bil obsojen na več kot 20 let zapora, prav tako ni govoril resnice. Ja, rada bi te popravila. V Združenem kraljestvu v resnici nimamo množičnih streljanj. Ja, To je res? imamo zelo dobre zakone o orožju, ki nas v tem pogledu varujejo. Vendar pa imamo težave z nasilje z noži in to je bil še en primer tega. Zato je bilo veliko razprav o tem, ali bi morali Sikhom prepovedati nošenje njihovega verskega obrednega noža, kirpana, saj jim je trenutno dovoljeno, da ga nosijo. To je zdaj tema, o kateri se razpravlja v javnosti, vendar je veliko članov sihovske skupnosti poudarilo, da storilec dejansko ni uporabil verskega noža. Uporabil je drug nož za izvedbo napada in menijo, da je to pravzaprav odvračanje pozornosti in da to sploh ni prava težava. Zaradi tega res žalostnega primera se je pojavilo veliko vprašanj. In pogovorimo se o podpredsedniku J.D. Vancu, ki je znan po svojem izolacionizmu, vendar rad komentira, ko gre za priseljevanje. Vključil se je v razpravo in zato okrivil migrante, čeprav je bil storilec državljan Združenega kraljestva. Ali je bilo torej neprimerno, da se je podpredsednik Vance vmešal in kaj povedal? In kakšne so posledice znotraj političnih slojev Združenega kraljestva?
Mislim, da je večina javnosti tukaj enotna v tem, da se jim njegovo posredovanje zdi precej smešno. In morda, veste, imajo odnos, da bi moral najprej urediti svoje zadeve, preden gleda drugam. In pametovati o drugih državah ter posegati v notranje zadeve. Mislim, da je David Lammy, ki je tukajšnji pravosodni minister in namestnik predsednika vlade, ter je precej blizu J.D. Vancu, imel z njim telefonski pogovor, kjer je v precej bolj diplomatskem tonu ponovil to mnenje. Kot ste rekli, je bil storilec Britanec, rojen je bil tukaj. V Združenem kraljestvu je bilo veliko težav z množičnimi migracijami in o teh posledicah je treba veliko govoriti. Toda ta moški ni bil priseljenec. Tako, njegov poseg tukaj ni bil ravno dobro sprejet pri mnogih ljudeh. Prav, najlepša hvala, novinarka Noa Hoffman, politična dopisnica za The Spectator.